Torej, Evropska prestolnica mladih v Maribor prinaša ne samo naziv Evropske prestolnice mladih, en laskav naziv, ampak veliko dogajanja na mladinskem polju, predvsem na področju mladinskega dela in mladinske politike. Pomeni, da imamo v naš program vključenih več kot 40 mladinskih organizacij, ki pri nas izvajajo tudi program v okviru Evropske prestolnice mladih. Drugače pa sodelujemo tako lokalno kot nacionalno z več kot 100 mladinskimi organizacijami. Namen je v bistvu krepljenje mladinskih organizacij samih, povezovanja, se pravi čisti networking in seveda predvsem, da centraliziramo dogajanje mladinskega dela v letu 2013 prav v Mariboru. Se pravi, da se vsa evropska javnost in nacionalna zaveda tega, da je središče dogajanja za mlade letos Maribor z vsemi možnostmi, ki jih mladi tukaj tudi imajo. Je bila, da mladinske organizacije prav za program Evropske prestolnice mladih pripravijo nove programe. Se pravi, razpis, ki je bil objavljen, potem v poletnih mesecih je bil namenjen za mladinske organizacije, da predstavijo nove programe in te smo tudi finančno podprli. Se pravi, Mestna občina Maribor je sofinancirala 300 000 evrov za pripravo teh programov. Drugače pa nekako delujemo kot ena koordinacijska pisarna, se pravi, koordiniramo delo med posameznimi mladinskimi organizacijami. Torej, kar nekaj mladinskih organizacij, ki je vključenih v naš program, ki so nenazadnje iz drugih koncev Slovenije, ali Ljubljane, Velenje, Ajdovščina. In se pravi, glas se širi preko tudi Mladinskega sveta Slovenije, potem pa seveda preko naših aktivnih partnerjev, pa seveda zelo si prizadevamo tudi na evropsko raven. Se pravi, v mesecu marcu bomo med 5. in 7. pripravili prvo mednarodno konferenco vseh dosedanjih in prihodnjih evropskih prestolnic mladih. Zdaj bi naredila marsikomu krivico, ampak morda bom izpostavila projekt, ki se je direktno nanašal tudi na našo otvoritveno slovesnost. Se pravi, skupaj z mladinsko organizacijo Indijanec smo priredili tudi otvoritev oziroma zabavo za gluhe. Se pravi, aktivno vključujemo vse skupine mladih, ne samo zdrave, ampak tudi tiste z manj priložnostmi. In pomembno je, da bomo nadaljevali skupaj z mladinskimi organizacijami, da jih vključujemo tudi z Društvom študentov invalidov. Smo se aktivno povezali in želimo pomagati, oziroma oni nam, se pravi, da v bistvu vsem mladim pokažemo možnosti, ki jih imajo, če so znotraj mladinskih organizacij. Trenutno aktualen je program Zdrave zabave, N-Bike, kjer pa tudi je pomembno izpostaviti dejstvo, da vsak, ki ima neke sposobnosti, ročne spretnosti, ali ki ima kolo nenazadnje doma staro in ga želi preurediti, ga lahko pelje, ga bodo preuredili in potem bo to en taki zanimiv projekt. Je pa res, da je razlika, ker smo takrat prijavljali program vreden 10 milijonov evrov, danes smo realno zaokrožili številko 2 milijona. Tako da si prizadevamo ali z evropskih sredstev in z pomočjo Mestne občine Maribor in države pridobiti dovolj denarja, da bodo mladinske organizacije se dejansko lahko ukrepile in nadaljevali delo v vseh prihodnjih letih. Se pravi, da Evropska prestolnica mladih res ne bo samo eno leto, ampak naj traja, naj bodo učinki za dlje časa in naj bo ena taka pozitivna atmosfera v tem letu, ne samo v Mariboru, ampak tudi v Sloveniji.